Zdravo, tukaj Valentin. Smo konec maja 2022 in po dolgem času zopet snemam svoj vlog oziroma videodnevnik, da povem, kaj se novega dogaja na moji strani in zakaj se toliko časa nisem oglasil. Torej, v zadnjem letu sem bil aktiven pri gibanju Lifeforce, ker smo z ustanovitvijo Zakonitega zbora Slovenije poskušali vzpostaviti novo ljudsko samoupravo v Sloveniji, da bi začeli izboljševati družbene razmere, in zato se je pričakoval vir finančnih sredstev iz svetovne zakladnice, da bi se financirali projekti obnove tega planeta. Ampak potem, ko se je pandemija zaključila, ko se je prenehalo z vsiljevanjem cepljenja in nošenja mask, se je pokazalo, da ta pristop ustanavljanja zakonitih zborov ne bo najbolj primeren, da bi lahko postali tarča napadov globoke države oziroma njihovih zadnjih ostankov. Zato se sedaj čaka na druge smernice. Posledično sem prenehal z delom pri Zakonitem zboru Slovenije, ki se je na to preimenoval. Lahko pa na spletni strani zbor.si najdete veliko koristnih informacij in prevodov, gradiv, poročil o tem, kaj se je dejansko dogajalo v ozadju globalne politike. No, jaz se pa sedaj zopet podajam na samostojno pot, kot sem seveda že imel v načrtu ravno pred začetkom pandemije, in sicer ponovno ponujam pogovorne storitve. To so pogovori v smislu psihološke podpore, življenjskega coachinga, duhovnega vodstva. In na žalost trenutno nimam prostora, da bi te storitve opravljal v svoji ordinaciji, svetovalnici. Zato lahko ponudim storitve samo izven zaprtih prostorov ali na kakšni drugi lokaciji po želji naročnika, recimo v pisarni naročnika ali na domu ljudi, pa tudi pod našo vrbo na vrtu, ker je zelo prijeten prostor, in pa, kar je meni še najljubše, med sprehodi. Itak sem že ugotovil, da mi je pogovarjanje najljubše, če se vmes sprehajam, zato tudi snemam moje vloge med sprehajanjem in predvidevam, da se bom osredotočil na ponujanje mojih podpornih pogovornih storitev med sprehajanji. To je neka storitev, ki jo sicer začel že pred nekaj leti neki Američan, ki je izumil storitev sprehajanja ljudi. Torej, ljudje že poznajo storitev sprehajanja psov, ko nekdo profesionalno sprehaja vaše pse. Če vi tega morda ne utegnete ali ne zmorete. Potem pa se je razvila še storitev sprehajanja ljudi. Češ da nekateri ljudje
se bojijo ponoči ven na sprehod in si zato želijo nekoga za spremstvo. Nekateri ljudje so lahko zelo zaprti doma v stanovanjih in premalo hodijo, nimajo pa motivacije za to, da bi šli ven na sprehod in si želijo koga, ki bi šel z njimi, da bi jim bil kot motivacija. Pravzaprav s tem namenom mnogi kupijo kakšnega psa, da jih pes zmotivira, da gredo vsak dan na sprehod. In pa seveda nekateri tudi nimajo primernih ljudi za sprehajanje, nimajo primernih prijateljev, zato je vsekakor lažje se zorganizirati, če imaš nekoga, ki tako storitev profesionalno ponuja. Torej, ponujal bom predvsem storitev sprehajanja ljudi. Želim si čim več pogovarjanja med sprehajanjem in tisti, ki bodo naročili mojo storitev, se bodo potem odločili sami, kakšno vrsto pogovora si želijo med sprehodom. Lahko bo to prijateljski pogovor, lahko bo to psihoanalitični pogovor ali pa coaching, predvsem življenjski coaching. Coaching metoda je ena izmed stvari, ki jo zelo rad izvajam, ker gre to za močno zrcaljenje ljudi, kajti ne želim z nekim svojim znanjem na ljudi vplivati, kajti vsako znanje, vsaka informacija je lahko napačna, vsak v sebi pa najbolj ve, kaj je za njega dobrega. V sebi torej nosimo odgovore za tista vprašanja, ki si jih zastavljamo. Pomembno je samo to, da jih ozavestimo. In pogovor je ena izmed učinkovitih metod za to, da iz podzavesti potegnemo odgovore za to, da svoje življenje lahko izboljšamo, da se premaknemo naprej iz neke točke, da razrešimo neko situacijo. Pomembno je, da smo aktivni pri delu na sebi in seveda veliko lažje napredujemo, če imamo nekega sogovornika, nekoga, ki nas je sposoben skrbno poslušati, ki nas ne bo obsojal, kritiziral, ampak bo razumel, da je vse, kar smo doživeli, naša pot, naša življenjska lekcija. Na vsaki izkušnji se nekaj naučimo. Pomembno je le to, da pretrgamo škodljive vzorce razmišljanja in obnašanja, da jih spremenimo tako, da so podporni tako za nas, kot za druge. Da posledično vzpostavimo odlično psihično in fizično zdravje, da živimo izpolnjeno življenje in da smo tudi harmoničen predstavnik družbe, da se ta svet čim bolj v celoti izboljšuje. Vabim vas torej, da naročite moje storitve na spletni strani valentinrozman.si, kjer imam tudi vzpostavljen sistem naročanja preko interaktivnega koledarja. Lahko takoj vidite, kateri so moji prosti termini in rezervirate čas z mano. Hvala za posluh in nasvidenje.